Pozdravljeni! Pred nami je že drugi dirkaški vikend v sezoni 2021, velika nagrada Emilia Romagna na progi v Imoli. Še preden se aktivnosti na progi začnejo, poglejmo si skupaj, kaj lahko pričakujemo od te dirke. Seveda tudi tokrat si bomo ogledali malce, kaj se je dogajalo v preteklosti, a rad bi vas opozoril, da sem že naredil poseben prispevek, ki govori o tistih zgodbah, ki se skrivajo za ovinki proge v Imoli. Kolikor vas zanima, kaj se je zgodilo tu v Imoli leta 1985, dobite prav tako v opisu bližnjico do tistega lanskega uvodnega prispevka. Letos se bomo pogovarjali na začetku o dirki iz leta 1980. Zakaj? Vkolikor pogledamo malce bolj natančno, kako se imenuje dirka v Imoli, bomo videli, da je ta uradno velika nagrada Made in Italy ter Emilia Romagna. Emilia Romagna je seveda pokrajina v Italijo, tisti Made in Italy me pa spominja na veliko nagrado Italije, kot približno zveni v angleščini. In prav leta 1980 je bila tu v Imoli velika nagrada Italije, ker v Monzi so takrat popravljali progo. In seveda ni bila tam v drugi polovici aprila oziroma v začetku maja, temveč septembra, v tisti navadni kolokaciji velike nagrade Italije. V svoje dirka nič posebnega. Najhitrejši, vsaj na kvalifikacijah, so bili pri tovarniški ekipi Renault z njihovimi bolidi s turbomotorji. A na dirki smo videli, da je že v četrtem krogu Nelson Piquet prevzel pobudo in dirko suvereno zmagal. A tu na tej dirki, veliki nagradi Italije v Imoli, smo videli kar dva pomembna dogodka. Prvi je bil ta, da Jody Scheckter je uradno oznanil, da se bo upokojil. Imel je dovolj. Po hudi nesreči na kvalifikacijah je videl, da se je njegov čas v Formuli 1 iztekel. In prav tako pri Ferrariju smo videli, da na prostih treningih je Gilles Villeneuve preizkušal Ferrarija 126 CK, bolid, ki bo javno nastopil na dirkah za veliko nagrado šele naslednjo sezono. In nekako od tu lahko vidimo, da se je pozornost Formule 1 preusmerila na turbomotorje. Kot zanimivost, ki je marsikomu ušla iz spomina, moram poudariti, da Nelson Piquet je veliko nagrado Italije v Imoli leta 1980 zmagal s skoraj 29 sekundami prednosti. Toliko o tem, kako so letos oziroma v zadnjem obdobju bolidi bistveno bolj skupaj, kot so bili v tisti lepi preteklosti. A pojdimo raje na sedanjost in prvo točko, ki bo zanimiva za marsikoga izmed vas. Namreč opazili ste spremembo urnika. Zaradi pogreba princa Filipa se je spremenilo, kdaj se bodo začele kvalifikacije in seveda tudi posledično prosti treningi. Da bi malce razumeli, kako se določajo urniki v dirkaškem vikendu, nam mora biti nekako samo po sebi umevno, da je vse odvisno od začetka drugega prostega treninga, kvalifikacij in seveda dirke. Vsi ti trije začetki raznih aktivnosti naj bi bili seveda v različnih dneh v istem trenutku. Zato je tudi v pravilniku določeno, kolikšna je pavza med koncem prvega in začetkom drugega prostega treninga, med koncem drugega prostega treninga in začetkom tretjega prostega treninga in, kot je že samo po sebi umevno, po koncu tretjega prostega treninga, koliko časa mora miniti do začetka kvalifikacij. A letos smo, kar se tiče prostih treningov, videli spremembo. Prvi in drugi prosti trening sta dolga le 60 minut in ne 90. A pavze niso spremenili, ker gre za tisto minimalno pavzo, lahko postavijo tudi daljše.
In sedaj smo videli tu v tem primeru, ker so kvalifikacije postavili za uro nazaj, sta se prvi in drugi prosti trening v bistvu premaknila le za 30 minut. Kajti v tistem pravilniku niso upoštevali, da drugi prosti trening ne traja 90 minut, ampak samo 60, zato je pauza 19 ur ostala nespremenjena. A v bistvu je prav tako, kajti drugi prosti trening začne tako na polovici med tistim, kar bo začetek samih kvalifikacij ter dirke. Videli bomo lahko tiste poizkuse kvalifikacij takoj na začetku in seveda poizkuse glede ritma tam v drugi polovici samega drugega prostega treninga. A zato bo dovolj časa jutri. Kar se tiče lastnosti same proge, moram poudariti, da tu v Imoli lahko vidimo na tabeli, ki nam jo daje Pirelli, da gre za neke vrste povprečno progo. Vrednosti so skoraj v vseh primerih 3, le v enem primeru 2, kar nam da izjemno dober pogled na tisto, kar bi bilo lahko pravo razmerje moči. Tudi pnevmatike so tiste, ki smo jih videli pravzaprav v Bahreinu, C2, C3 in C4. Lahko bomo videli, če držijo tiste teorije okrog vpliva koncepta z višjim kotom ravnega dna nad asfaltom oziroma ali je bila temperatura ključna, kot govorijo drugi strokovnjaki. Zato bomo morali biti pozorni tudi na samo vreme. V petek bomo videli sončno vreme s kakim oblačkom, temperature tam okrog 14 stopinj Celzija. Sobota bo že malce bolj oblačna in po napovedih le stopinja manj, kar se tiče temperature zraka. Zanimiva napoved je za samo nedeljo. Namreč v jutranjem delu, ko ne bo še čas za dirko Formule 1, je velika verjetnost ploh. Ukolikor bo dež spravil tisto gumo, ki se je nanesla na sam asfalt, in temperatura tu bo še kako ključna. Ta bo okrog 13 stopinj Celzija, a kot vam je verjetno znano, bo oprijem bistveno slabši. Zanimiva je tudi politika, ki so jo izbrali tu na veliki nagradi Emilia Romagna, kar se tiče tistih izletov iz proge. Na 3 ovinkih bodo še posebej pozorni, ukolikor bo bolid v celoti zapustil tisto območje same proge. In za razliko od tistega, kar smo videli v Bahreinu, ukolikor bo voznik to napravil 3-krat, bo vodja dirke ta prekršek javil samim komisarjem. In seveda potem bomo videli, bo sledila kazen ali ne. Vidimo lahko nasprotni primer od tistega, kateremu smo bili priča v Bahreinu. A seveda na samih kvalifikacijah in seveda prostih treningih bo sledila tista kazen brisanja časov. Na dirki bomo lahko videli tudi kakšno bolj resno opozorilo oziroma bolj resno kazen. Kar se tiče našega kanala, bomo šli naprej s prispevki kot običajno. A kot vidite na sliki, kjer je znani Formulino maček, ki prinaša srečo na veliki nagradi Imole, bo drugi prispevek nekoliko kasneje, kajti jutri imam spet priložnost komentirati prvi in drugi prosti trening. Ukolikor vas zanima, vabljeni k spremljanju teh dogodkov seveda in celotnega vikenda na Sportklubu. Kar se tiče uvodnega prispevka za veliko nagrado Emilia Romagna, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.